Ta hip sta v procesu priprave oziroma v zakonodajnem postopku dva zakona, ki govorita o isti stvari. En je omenjen zakon o dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju, ki ga so vložili poslanci SDS-a. Drugo pa je zakon, ki ga pripravlja finančno ministrstvo, je zakon o preprečevanju zamud pri plačilih. Dva predloga se naslanjata na direktivo Evropske unije, ki želi urediti odnose med upniki in dolžniki na gospodarskem področju. Ta problem seveda je odprt tako v Evropski uniji, še posebej pa tudi pri nas v Sloveniji. Pozdravljamo v Novi Sloveniji seveda vse ukrepe, ki bi prispevali k oživljanju in izboljševanju našega gospodarskega stanja. In oba dva predloga seveda sta v nekem smislu dobra. Vsem je znano dejstvo, kakšna je finančna nedisciplina, vsak dan je vse več družb, ki jih prizadeva virus neplačljivosti. Domine se podirajo, kot grejo od enega podjetja do drugega. Na koncu so prizadete v tej verigi pravzaprav tudi vsa podjetja, tudi tista najboljša, na koncu ogrožena, seveda, če ne dobijo plačanih svojih storitev ali svojega blaga. Najbolj seveda pa so ranljiva, mala in srednja podjetja. Tudi gospodarska zbornica, obrtniška zbornica opozarjata, da je ukrepanje več kot nujno, ker ta rak neplačljivosti seveda se je razširil čez vse razumne meje. Je pa to razumljivo, ker je seveda naše gospodarstvo v strukturi, v kapitalski strukturi zelo problematično. V strukturi sredstev in kapitala lahko vidimo, da imajo podjetja kar 160% več v povprečju sposojenih sredstev, kot pa lastnega kapitala. Seveda z gospodarsko krizo se je situacija še zaostrila, tudi kreditni krč bank pomeni to, da je likvidnost vse manjša in slabša. Ta zakon seveda predvideva vladni predlog, predvideva, da se uvedejo menice in da se uvede register protestiranih menic, torej tistih menic, ki ne bile plačane. Ta register ne bi bil pri AJPES-u, ker bi lahko vsi zainteresirani pogledali, katero podjetje ima tam obveznosti oziroma neporavnane obveznosti. Pri obeh predlogih, seveda, ki izhajata tudi iz Evropske direktive, je pomembno tudi to, da govorita o skrajšanju plačilnih rokov. Za javne institucije, državne institucije, naj bi se plačilni roki zmanjšali na 30 dni. Danes vemo, da ogromno javnih podjetij svojih obveznosti ne izvršuje v dogovorjenih rokih. Ta zakon pa ne bi prisilil, seveda, da bi javna podjetja in državne institucije poravnavale svoje obveznosti v roku 30 dni. Gospodarstvo pa ne bi imelo maksimalno 60-dnevni plačilni rok. Oba dva predloga uvajata tudi sankcije za zamude, tako zamudne obresti, kot tudi odškodnine za vsa zamujeno plačilo. Vendar lahko rečemo, da bo seveda postal nek problem, sliši se zelo lepo, namreč skrajšati plačilne roke v gospodarstvu samo na 60 dni je lahko tudi problematično. In predlagamo, da bi bilo dopustno po dogovoru seveda med poslovnimi partnerji, da so plačilni roki lahko tudi daljši. Izjemoma tudi daljši, ker morda veliko podjetij ne bo moglo izpolniti teh obveznosti in se zaveza, da plača v 60 dneh, sicer je pa izpostavljeno sankcijah. Naprimer, neko podjetje ima na zalogi blago, drugega podjetje ga lahko rabi, ga bi plačalo, kupilo rado, ampak ga ne more plačati v 60 dneh in potem ne pride do posla. To bi lahko bila tudi ovira. Seveda je pa lahko možno tudi,
da bi bile zlorabe skozi to. Ampak rečemo, svobodni partnerji ne bi se svobodno tudi dogovarjali. Vse se ne sme oziroma ni zdravo, da se regulira. Razlika med predlogom, ki ga je dala opozicija SDS in med tem, ki ga pa predlaga finančno ministrstvo, je pa zlasti pomembna v naslednjem. Predlog SDS-a predlaga, da se uvede register neplačnikov vseh podjetja, ki bi svoje obveznosti ne mogla poravnati v dogovorenem roku, ne bila dolžna javiti svoj znesek zamud in čas trajanja zamud v register pri AJPES-u. To bi bil register, ki ne bi navajal, komu so dolžni, samo sumarni znesek zamudnih obveznosti. S tem bi lahko vsa podjetja, ki bi hotela stopati v poslovni odnos s takimi podjetji, lahko vnaprej vedela, kakšen plačnik in kakšnemu tveganju se lahko izpostavljajo pri svojem poslovanju in se lahko naprej obveščene. Razlika je v tem, da zakon, ki ga pripravlja finančno ministrstvo, bi imel ta register šele iz protestiranih menic, kar je seveda daljši in zamudnejši postopek, ki bi se kasneje šele izkazalo boniteta tega partnerja. Tukaj pa bi imeli seveda lahko ažurno že vnaprej ob zamudi plačil jasno, kdo je. Enako predlagajo tudi, da se uvede pri DURS-u register vseh zamudnikov plačil davkov oziroma prispevkov. To se lahko tudi potem vsi zainteresirani lahko pogledali v ta register in bi videli, ali podjetja izpolnjujejo obveznosti, seveda iz naslova davkov in zlasti prispevkov, kar bi bilo pomembno tudi za zaposlene, da bi videli, ali so podjetja odvedla dolžne prispevke za njihovo zdravstveno varstvo, zlasti pa za pokojninski del. Torej, če zaključim, bi rekel, vse, kar prispeva k zdravju gospodarstva, k njegovi sanaciji, k njegovem oživljanju, je dobrodošlo, podpiramo. Podpiramo tudi predlog SDS-a, da se uvede evidenca neplačnikov. Podpiramo tudi to, da se enkrat začne resno stopati v zaščito upnikov, ne pa samo dolžnikov. Vsa desetletja smo imeli v gospodarstvu občutek, da so zaščiteni bolj dolžniki kot pa upniki in da se pravzaprav oboje te stvari uravnotežijo. Verjamemo, da bo dosežen nek kompromis, da bo vlada upoštevala en in drugi predlog v korist slovenskega gospodarstva.